Pozdravljeni, moje ime je Robert in dobrodošli ponovno na enem od mojih praktičnih videov. Prodajo smo že dostikrat obdelali, še jo bomo obdelali še bolj natančno, ampak danes imam poseben primer, kjer pa želim pridobiti nove sestanke, pridobiti nove kupce. Gre za zelo praktičen način, torej, kjer vsak dan poslujemo, kjer se gibemo in tako želimo pridobiti nove kupce. Se sliši čudno, precej, ne? Poglejte, prvi primer, ki ga bomo obdelali, je, kako pridemo do stikov, osebnih stikov na raznih seminarjih, na raznih delavnicah ali pa v fitnessu, če hočete. Ta drugi primer, kako se obnašamo na sejmih, da dobimo nove kontakte, in ta tretji primer, klici. Šel sem od najlažjega proti najtežjemu, pa kar začnem, da ne bo video predolg. Osebni stiki, gremo na seminar, gremo na izobraževanje, gremo na posebne delavnice, je tam ogromno ljudi. Ljudje se zelo malo vase držimo, pozdravljamo tisti, ki jih že odprej poznamo, se pogovarjamo z njimi. Spoznavati nove pa imamo kar malo problem. Predvsem tukaj v Sloveniji smo zelo tako včasih malo zaprti vase. In jaz vam predlagam, da naslednjič naredite en korak za sebe, če ste tržnik, če ste direktor, iščete nove potencialne kupce, ko se usedete na stol, ko zagledate osebo zraven, rečete: živeli, jaz sem Robert, sva danes skupaj na tem seminarju, lejte, vam dam eno vizitko, jaz se drugače ukvarjam, ne vem, z izdelavo kovinskih konstrukcij in tako naprej. Steče komunikacija, lahko je gospod iz računalništva, lahko je karkoli, sploh ni pomembno, iz katerega podjetja je. Vi širite svojo bazo in svoj networking. In če pa slučajno že koga poznate, ampak se osebno še ne poznate, pa pojdite direkt na njega, reče: dober dan, jaz sem Robert, ukvarjam se s tem in s tem. In reče: jaz sem pa ta. Poglejte, vas lahko nekaj vprašam, a se jaz lahko dogovorim za en sestanek pri vas? Rad bi vam eno področje razložil, mogoče bi vas tudi zanimalo. Meni se zdi, ker vaše podjetje poznam, to zelo interesantno. Zelo praktično vam zdaj govorim, ne nekaj, ne vem, poznate enega gospoda Jožeta tamle, ki pač poznate njegovo podjetje, veste, da je ono tam, ampak vi, da se še osebno ne poznate. Ja, najlažji način je tako prideti do sestanka. Se pravi, seminarji, razne druge delavnice, zbornice, obrtna zbornica, gospodarska zbornica, podobne stvari. Spoznajte se z ljudmi. Tako ali tako do kupcev pridite na tak način. Če sedite v eni pisarni, nekje tam, ja, se vas pokliče tudi kdo, ampak ključni kupci, tiste, ki jih pa vi zbirate, jih lahko pa zbirate tudi tako. In enako je tako v fitnessu, enako v nekih zasebnih zadevah, ko, ne vem, tečete na tekalni stezi, pa petkrat ste že z enim gospodom se v bistvu cajtu ali pa gospod spoznali in se zmeraj pozdravite: dober dan, vljudnostno, in počeš čas, ne vem, po 5., 6. rečete: ja, dober dan, jaz sem drugače Robert, in tako naprej, in se nekaj dogodi, in se pač mogoče kakšne sinergije poiščejo, ampak zelo enostaven način, ker je tako težko dobiti danes nove kupce, ne? Ta drugi način, ki sem vam ga želel razložiti, so sejmi. Na sejmih postavimo en velik štand, razstavimo vse stvari in potem kaj? Potem čakamo, če nas bo kdo opazil, če bo kdo prišel. In Slovenci delujemo tako kot v maloprodaji, v trgovini, ko kdo pride, vam kaj pomagam? Ne, sem gledam. Iz tega sem gledam, običajno trgovec umakne in uide. Ja, nekdo ima rad svoj mir. In jaz včasih celo rečem, ocenim človeka, če je tak dinamičen, da ni preveč, bi rekel, strog, da se je res fokusiral v nekaj, rekel: lejte, če vas bo slučajno zanimalo kaj iz naše fotovoltaične skupine produktov, me opozorite, vam bom pokazal neke novosti. Zakaj ne? On je rekel, da samo gleda, vse super, jaz sem samo hotel povedati, da imamo tam še tudi neke novosti, ki jih mogoče zdaj takoj ni opazil, ker je pa cel velik in je veliko stvari pogledal. In kadar ljudi ni preveč na vašem velikem, lepem štandu, ga zmeraj slikajte, analizirajte ga pol, to je sicer drugo marketinško orodje, ga bomo obdelali mogoče v kateri drugi priliki. Ampak spoznajte ljudi okoli sebe, nasproti štand, zraven štand, vse, pozdravite jih, videli se boste najmanj 3 dni vsako jutro, dajte vizitke, zmenite se, nikoli ne veste, ko mogoče je zatišje pri kosilu, da ni obiskovalcev veliko, podebatirate s tem, ki ima zraven štand, poiščete sinergije, mogoče pozna nekoga v takih podjetjih, ki bi vam prišli prav. Ne šparati jezika v teh stvareh, sejem vas stane ogromno denarja. In če pridete iz sejma brez kontaktov in pa seveda, če potem, ko ste bili na sejmu, te kontakte niste obdelali, jih niste poklicali, niste jim poslali mail, kot ste se dogovorili, ali pa kaj podobnega, je največja škoda na svetu, ki se lahko zgodi. Verjemite mi, sejmi so ful dragi. Veliko sem jih dal čez po vseh kontinentih in ni šala, da bi zdaj mi šli na sejem iz prestiža čistega. In naslednja stvar, ki je zadnja, kot sem vam omenil, pa je klici, hladni klici. Slovenci imamo problem delati hladne klice.
evo, še tako dober prodajalec, zna na sestanku zelo dobro komunicirati, ampak joj, nekoga zdaj poklicati na blef, ful težko. Vse se da zverzirati. Jaz pravim, da je treba vedno prepraviti najprej en sistem klicanja, kaj boste rekli. Ne? Dober dan, jaz sem Robert, kličem vas tega podjetja, midva gospod se še ne poznava, vendar bi vam želel reči, da delamo s podobnimi podjetji kot je vaše in rešujemo ta 3 probleme. To pomeni, tak skript, ta zgodba je, kadar pokličete direktorja, vodjo prodaje, kogarkoli živi, ali pa vodjo proizvodne, kogarkoli živi iščete. Se pravi, povejte mu v 10 sekundah, v čem gre stvar. In če se on prepozna v teh vaših izzivih, ki ste jih ali pa problemi, ali kako se jim reče, potem vas bo sprejel na sestanek. Ker vaš cilj je samo dobiti sestanek. Ne? Na sestanku boste delali prodajne zgodbe, tako kot smo že govorili, na prodaji in še kje druge. In če rečete nekaj, kar ne vem, kaj bi šla na sestanek in ne poveste bistva, mu kradete čas. In jaz bi vam tudi rekel, nimam časa, povejte mi, zakaj gre ali pa karkoli. Ne? Še lažja zgodba pa je, kadar pokličete na centralo in se vam oglasi, recimo, ne vem, poslovna sekretarka, žena od obrtnika ali karkoli. Takrat pa je najboljše, da rečete, da sem ta in ta, rad bi imel sestanek z vašim gospodom direktorjem, tako naprej. In seveda v enem stavku boste mogli povedati, zakaj gre. In ona bo prenesla šele na direktor in potem, če vas direktor sprejme, boste organizirali tale sestanek. Ampak to je pa še lažje. Zakaj? Zaradi tega, ker ne rabite teh prvih 10 sekund, ali sem zadev, zakaj bi me on poslušal, a nisem zadev, zakaj bi me on poslušal. Imate eno priložnost in če vas sprejme na sestanek, potem se boste za tem pripravili. Ok, kaj več na www.aleo.si, klikate spodaj, vpište se na naš mail, dobite dobra orodja, brezplačno. Evo, jaz vam želim veliko uspehov in pokličite nas.